Jaz sem podpolkovnik Pavkovič, poveljnik Radovskega bataljona 1. brigade. V Radovskem bataljonu imamo četo za ognjeno podporo, ki je nameščena v Postojni, četo RKB-o v Kranju, zračno obrambo Cerklje, inženirci Novo mesto, protioklepniki v Ljubljani, četa zvez v Ljubljani, vojaška policija v Ljubljani, obveščevalno-izvidniška četa v Ljubljani. Poveljstvo je pa tle v brigadi. No, jaz bi začel s tem, kako smo v Radovi doživljali to transformacijo. Včeraj sem naredil eno kratko analizo z podrejenimi. Namreč, če začne z minusi, Radovi so izgubili bataljone, ki so prej nedvomno bili zagonska sila vzdrževanja specialističnega znanja. In to je tisto, kar Rodovce tudi najbolj boli. Tu si vemo. Na tem segmentu bo treba na brigadnem pa na strateškem nivoju še kar nekaj ponarediti, da bomo vzpostavili nazaj stanje, kot je bilo prej. Plusov je več. Nedvomno je prvi plus to, kar smo na vaji videli, združeno bojevanje. Drugi, najboljši plus je pa naslednji, iskreno. V preteklosti smo Rodove neenakomerno razvijali. Imeli smo zvezde, ki so poskočile, pa pol padle. Imeli smo pa Rodove, ki so bili nekako zanemarjeni. S tem, ko smo te Rodove in službe umestili v brigado, sem trdno prepričan, da te Rodovi več ne bodo doživljali, ampak bo v interesu poveljnika brigade, da enakomerno razvija čete. A se bo ta izguba specialističnega karaktera posameznega roda, kot se na začetku rekel, skompenzirala s tem, ko zdaj govoriš, da bo v brigadi to možno razvijati? Ja, zagotovo. Prej so bile nekatere rodovske enote podhranjene, kadrovsko, materialno podhranjene. To pomeni že na meji neke uporabnosti. Sedaj pa pričakujem in trdim, da tako bo, verjetno bo, da se bo to kadrovsko te čete baterije popolnilo in tudi, da bodo dobili sredstva, če že ne bo nabav, pa od nekje drugje sredstva za izvajanje svojega poslanstva. Vsekakor vidim tukaj izreden plus, ki lahko že odtehta tisti minus. Prvič na tej vaji smo prvič izvajali podporo brigade z pravim strelivom v tridimenzionalnem bojišču. To je izkušnja, katero zagotovo 90% ljudi v brigadi in pa 80% ljudi v Rodovih prvič preizkusilo. Tudi ta občutek, meni je poveljnica voda, minometnega voda, povedala, da je imela skozi v glavi, kdo pa je na oni strani, ki ga pri nekem vadbenem streljanju niti ne razmišljaš o tem. Brigada je, kar se tega tiče, naredila dober posel, zadeve so potekale nemoteno, dobra koordinacija, linija vodenja poveljevanja je laufala in tudi v tem delu bo treba še v bodočnosti nekaj narediti. Naredili smo prvi korak ali pa dajmo reči temu skok, zdaj bo treba pa te stvari še dopolniti. Šlo eno vprašanje pred zame. A bi morda si razmišljal o tem, kaj zdaj manjka od brigade navzgor po področju Rodov, torej ta vertikalna umeščenost rodovskega segmenta do strateške ravni? Ja, prvo čisto iskreno, kar manjka, je poveljstvo Rodovskega bataljona. Jaz to razumem, da je skladno z financami in pa z manjšim kadrom pač to narejeno tako, kot je. Dejstvo je, da je tako, kot je, da se dela tako, treba bo pa brigado motivirati in pripraviti na ta način, da bo čete Rodovske peljala tako, kot če bi jo peljal Rodovski bataljon poveljstvo.
Brigada ima v svojem sestavi predstavnike rodov in tako, kot je povedal poveljnik brigade, oni so tisti, ki bodo na brigadnem nivoju gonilna sila za vzdrževanje znanja in pa napredek. Kakor verjamem, ne poznam, ampak tudi na strateškem nivoju imajo take ljudi in tu mislim, da je več ali manj tudi tista struktura, ki je prej nismo imeli, oziroma vsaj v nekem obdobju. Mogoče še nekaj v prostorski umestitvi. Spet iskreno, slišal sem nekaj, ne očitkov, ampak mogoče razmišljam, da ta primorski del ni lih toliko prijazen do vojske. Upam se trditi, da je bila to naša napaka. Mislim, da je Divača in pa Kras dokazal, da temu ni tako. Več kot 6000 obiskovalcev v Divači so bili navdušeni, da smo se končno pokazali v tem delu in jaz upam, da načelnik, da bomo lahko to ponovili v naslednjem letu, ker smo že dobili vabila. Tudi generalno gledalo v bataljonu ta premik ljudi bliže domu zelo pozitivno sprejet. Mogoče bo pa treba vendarle v bodočnosti v konsenzu z posamezniki razmisliti o temu, ali je dražje ena manjši potni strošek ali je dražje proizvajanje specialistov nekje v tujini oziroma tudi doma. To je to. Hvala lepa.